Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dober večer, dobrodošli v današnji Kroniki tedna. Bohinjske svetnice in svetniki so zasedali na 12. redni seji občinskega sveta. Na dnevnem redu so obravnavali 9 točk. Več o poteku seje pa župan Franc Kramar. Najbolj glavna točka je bila seveda občinski prostorski načrt. To je akt, ki ga je občinski svet sprejel. Pot do tega sprejetja je bila dolga 8 let. To pomeni, da smo usklajevali ta akt 8 let z vsemi smerničarji, ki seveda kreirajo prostor v Bohinju. Napačno je pojmovanje, da je občina pristojna nad prostorom. Občina je tukaj plačnik in pa izdelovalec tega akta, dočim odločitve odloča o tem aktu 40 smerničarjev, ki morajo vsako pobudo posebej uskladiti. Če ni usklajena, jo seveda občinski svet ne more sprejeti. Zato sem vesel, da smo po 8 letih zaključili to agonijo. Bomo šli seveda takoj v dopolnitev in spremembo tega akta. Probali bomo vključiti še tiste, ki so zdaj izpadali ven. Probali jih bomo uskladiti smerničarji. Tako da to je za mene bila, bom rekel, v tem mandatu lahko rečem, ena glavnih točk dnevnega reda. Potem smo imeli zaključen račun. Letošnje leto izkazujemo čez 300 000 evrov presežka. Nismo se zadolžili, smo pa izpeljali vse glavne investicije od kanalizacije do čistilne naprave in pa vseh ostalih nalog, tako da mislim, da smo zaključili poslovno gledano to leto pozitivno. Potem so bila imenovanja v uredniški odbor Bohinjskih novic pa v svet javnega zavoda Turizem Bohinj in na koncu seveda še razprava o finančni pomoči podjetju Filbo oziroma 3GM, kjer je, bom rekel, na novo zastavil proizvodno, zaposlil vseh 25 nekdaj zaposlenih in upanje daje to novo podjetje, da bo proizvodno v Filbo to teklo naprej in da se bojo s časom odpirala tudi nova delovna mesta. 2. aprila so minila 4 leta od odprtja doma Viharnik v Kranjski Gori. Stanovalci prihajajo z vseh koncev Gorenjske, tudi iz Ljubljane in okolice. Slavje ob rojstnem dnevu pa so obeležili zanimivo prireditvijo. Dom Viharnik praznuje 4. rojstni dan, najprej iskrene čestitke, pa če se malce sprehodiva skozi ta 4 leta, kaj vsega je zaznamovalo. Hvala lepa za čestitke. Zaznamovalo ga je precej stvari. Od samega polnjenja stanovalci, to se pravi nadmestitve, do da smo približali nekako bivalno okolje stanovalcem ter ne nazadnje aktivnosti, ki se dogajajo prav za njih. Danes ste pripravili tudi zanimiv kulturni program. Ja, odločili smo se, da v 4. leto bo program malo drugačen. In sicer smo povabili gospo Faniko Križaj, ki je nastopila tudi na Slovenija ima talent, da nam je zapela nekaj prelepih pesmi, ter harmonikarja, ki je pri nas prepoznan, pa vendar mislimo, da še bolj bo, Gašparja Primožiča, ki nas je popeljal na drugačen način svet glasbe. Kako stanovalci sprejemajo take dogodke? Zanimivo je, da se dogodkov veselijo, vendar ni tako, kot si mi predstavljamo. Nekako se spreminjajo tako, kot se spreminjamo vsi. Danes sem bila prijetno presenečena nad tišino, nad njihovim zavzetim poslušanjem ter sprejemanje te drugačnosti. Kaj vse jim boste še pripravili v letošnjem letu, kar tedenske aktivnosti imate pravzaprav? Tedenske aktivnosti so nekako postale rutina. Predvsem nekako pa upamo, da nam bo uspelo
urediti ozvočanje avle ter nekako popeljati ta dogodek tudi do tistih stanovalcev, ki zaradi kakršnega koli vzroka ne morejo biti navzoči na dogodku. Koliko stanovalcev trenutno imate? Je dom poln? Dom je poln, vendar moram priznati, da sprejemamo tudi stanovalce, ki rabijo terminalno oskrbo, paliativno zdravstveno nego, tako da je z tega naslova določen delež ljudi vedno navzoč, vendar v Sloveniji še nimamo tega umeščenega nekako v socialne zavode kot oskrbo. Najstarejša stanovalka pa gospa Marija, ki je danes tudi imela eno veliko čast. Gospa Marija Stopar je stara 101 leto. Prejšnja leta smo razrezali torto skupaj z prvo stanovalko doma. Letošnje leto smo se odločili, da bo to najstarejša stanovalka doma, ki se je z dogodka izredno veselila in tudi pristala na to, da razreže torto. Starejši ljudje si želijo biti videni, želijo se biti upoštevani, predvsem pa, da se počutijo kot aktiven del družbe. To prevečkrat pozabimo. Kulturnih dogodkov v domu tudi v prihodnje torej ne bo manjkalo. Pripravljajo tudi srečanja pod okriljem Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica. V sredo so v prostorih Liznjakove domačije odprli gostujočo razstavo na temo oblačilne dediščine. Razstava, ki jo gostimo v Liznjakovi domačiji Kranjska Gora, je pripravil Tržiški muzej v sodelovanju s folklorno skupino oziroma kulturnim društvom Karavanke iz Tržiča. Predstavljamo veliko zanimivih rut in peč oziroma pokrival slovenskih žena, tako rekoč od začetka 17. stoletja, pa večina jih je iz 19. stoletja. V Kranjski Gori oziroma v Liznjakovi domačiji, ki je bila zgrajena v drugi polovici 17. stoletja, je namreč bogato opremljena kmečka domačija, ki ohranja do danes še veliko notranjega pohištva interierja in k tej ponudbi dodajamo z občasno razstavo dopolnitev o oblačilni kulturi. Ta je prav za naš gorenjski konec še posebno zanimiva, zato vas vabimo k ogledu. Oj, dolinca zelena, tej dolinci je kapela zidana. Skozi razstavo nas je popeljal avtor razstave, kustos Tržiškega muzeja, dr. Bojan Knific. Torej predstavljamo peče in rute, pokrivala slovenskih žena, tako kot je naslov razstave. Sicer pa predstavljamo torej peče, ki so se na Slovenskem nosile, tam od Valvazorjeve dobe pa do konca 19. stoletja. Predstavljene so različne stare peče, okrog 30 različnih kosov. Zelo različne so, nekatere bogato vezene, nekatere skromno vezenino. Predvsem je pa cilj razstave, da se predstavi tudi, kako so bile te peče položene na glavo oziroma zavezane. Kajti zavezovanje in polaganje peč se je v zgodovini spreminjalo. V Valvazorjevi dobi, torej v 17. stoletju, so jih pokrivali drugače kot potem v 19. stoletju. Proti koncu 19. stoletja se pa razvije ta petelinčkova vezava, ki ostane v tako imenovani narodni noši praktično do danes. Super. Planinsko društvo Kranjska Gora je preteklo nedeljo pripravilo tradicionalni Mihov smuk. Start smuka je bil na Erjavčevi koči, cilj pri koči na gozdu. Uspešno smo izpeljali Mihov smuk po 13 letih po stari trasi od Erjavčeve koče do koče na gozdu, kar je nam uspelo s pomočjo z vsem sodelavci in z GRS. Tekmovanje je potekalo tako, da smo se zbrali ob 8. zjutraj pred kočo na gozdu. No, to smo opremo odpeljali z motornimi sankami do Erjavčeve koče in gor je bil ob 10:30 štart. Na štartu je bilo kar
veliko udeležencev, 88 udeležencev, tako da je bil skoraj rekord njihovega smuka. Nastopili so v večjih kategorijah, od zelo mlajše kategorije do starejše kategorije. Na to smo imeli pri Kočeno-Gozdu razglasitev in tudi manjša pogostitev za vse tekmovalce. Na predvečer smuka so se člani in članice Planinskega društva Kranjska Gora zbrali na Mihovem domu, na prav tako tradicionalnem Pasovčevem večeru. Na predvečer Mihovega smuka smo pa imeli na Mihovem domu Pasovčev večer, to se pravi večer proze in poezije, tradicionalno že 14-krat. V soboto je v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora potekala društvena vaja Evakuacija šole. Scenarij vaje je bil dim na hodniku zaradi izrednega dogodka v kurilnici. Dogovorjeni smo bili, da danes izvedemo tole vajo v evakuaciji, da učenci pa zaposleni potrenirajo, kako se evakuacija izvaja. To sicer izvajamo vsako leto, da se obnavlja ta znanje. Predpostavka je bila, da je požar ali en dogodek v kurilnici osnovne šole, kjer se je pač po hodnikih razširil dim. Na podlagi alarmnega sistema, kakršen je vgrajen, je bila alarmirana cela šola in poziv vseh učencev in zaposlenih k evakuaciji. Porabili smo 2 vozila, sodeloval je 10 gasilcev plus 1 gasilc, ki je ostal v gasilskem domu kot dispečer. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Gornjesavski muzej Jesenice vas v sredo ob 10. vabi v Železarski muzej v Ruardovo graščino na Stari Savi. Na dogodek skupaj odkrivamo zgodbe jeseniške preteklosti. Kaj smo se igrali in kako praznovali. Zbirali bomo predmete, fotografije in spomine za razstavo Mesto železarjev v obdobju 1930 do 1990. Kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana vabi na odprtje razstave ročnih del v petek 15. aprila ob 17. v Kulturnem domu na Dovjem. Razstava bo odprta v petek 15. aprila od 17. do 19. ure, v soboto od 9. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 19. ure. Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela vabi na pomladni koncert ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Javornik Koroška Bela, Večerna zarja, v petek 15. aprila ob 16. v domu Društva upokojencev na Slovenskem Javorniku. Osnovna šola Poldeta Stražiščarja Jesenice vsako leto organizira državno tekmovanje iz znanja matematike za učence šol s prilagojenim programom. Letos bodo državno tekmovanje organizirali že 18. Tekmovanje je eno največjih in najbolje obiskanih tekmovanj znanj za učence prilagojenih programov. Letos se bo državnega tekmovanja udeležilo 106 učencev iz 34 osnovnih šol s prilagojenim programom iz cele Slovenije. Vsako leto udeležencem pripravijo tudi pester kulturni program. Zato vas v soboto ob 9:45 vabijo na otvoritev državnega tekmovanja Računanje je igra, ki bo potekalo na osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice v večnamenski dvorani. Teniški klub Mojstrana razpisuje prosta dela in naloge 2 gospodarjev na teniških igriščih v Mlačci v Mojstrani. Delovno mesto se razpisuje za določen čas, za čas poletne teniške sezone 2016, predvidoma od maja do oktobra. Od kandidata se pričakuje vestnost, natančnost in organizacijske sposobnosti, znanje urejanja in vzdrževanja teniških površin, osnovno znanje uporabe računalnika, trženje z namenom večje zasedenosti teniških igrišč,
Delo je primerno za študente in mlajše upokojence. Pismene prijave s programom dela pošljite na naslov Teniški klub Mojstrana, Kurirska pot 26 4281 Mojstrana. Rok za prijavo je 15. april. Obveščamo vas, da bo od vključno 21. aprila do vključno 28. aprila Krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B zaradi nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt. V tem obdobju lahko vse storitve opravite na sedežu upravne enote Jesenice na Jesenicah, Cesta Železarjev 6, in sicer v času uradnih ur. V ponedeljek in torek med 8. in 12. ter 13. in 15. uro ter v petek med 8. in 13. uro. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje oddaje Kronika tedna na TMTV Kranjska Gora. Lepo se imejte in seveda nasvidenje prihodnjič.